Čez 30 in še pri ta starih. A se spomnite filma, kjer v glavnih vlogah zaigrata hollywoodska zvezdnika Matthew McConaughey in Sarah Jessica Parker? Film se tega svetovnega problema loti smešne plati, toda očitno bo treba kmalu posneti nadaljevanje, saj se pojavlja novi trend. Ja, vse več je otrok pri zrelih 40 letih še vedno, ki ni poletelo iz domačih gnezd. Ja, s tem družbenim fenomenom se ukvarjajo številni psihologi in pa sociologi in z nami je Zlatko Bojanović, transakcijski analitik. Z vami bomo seveda poskušali osvetliti to zelo zanimivo temo in pa seveda lahko rečemo kar družbeni fenomen. Dobro jutro. Dobro jutro. Zdaj tako, evropsko povprečje je nekako pri 26 letih, ne? Tako je. Odrasli otroci potem odletijo iz gnezda, ampak kot pravite je pa razlika med severom in jugom. Predvsem tukaj so posredi kulturološke razlike. Tako je. V bistvu problem je večplasten. Jaz ne bi govoril, da je to res problem, ampak je samo fenomena, ne? Ker se v bistvu dogaja po celi Evropi podobno, ne? Samo razlike... Slovenija ne izstopa. Slovenija ne izstopa, rahlo smo nad povprečjem, nekaj 27 let, če je evropsko povprečje 26 let. Ne? Je pa v bistvu zelo opazno, da severne dežele, kot so germanske, finske in švedska in tako naprej, zelo hitro zapustijo dom, celo okoli 20 let. Ne? Tako da v bistvu je majhen delež mladih, ki živi pri starših, celo pod 15%. Ne? V Sloveniji je ta delež okoli 40%. Je pa v bistvu zelo zanimivo, da čim bolj južno gremo, ne? Da v bistvu mladi zapustijo dom zelo pozno. Tako da mogoče je zelo popularno ta hotel Mama v Italiji, govorimo o mamonih, se pravi o nekih maminih sinčkih, ne? Ampak delamo Italijanom krivico, ker v bistvu statistika po Eurostatu pravi, da je v bistvu pred Italijo, ne? Še recimo Slovaška, je zanimivo, ne? Pa zelo nam blizu Hrvaška, ne, ko v bistvu mladi celo pri 33 letih zapustijo dom. Ja, kakšni pa so ponovadi razlogi, ne, da odrasel otrok ostane doma recimo do 40. leta? Če pogledamo za to razliko med severom in jugom, lahko ugotovimo, da je v bistvu sever bogatejši in imajo mogoče več sredstev, da mladi prej zapustijo dom. Tako da v prvem razlogu, s tem prvi razlog je predvsem ekonomski, se pravi, tle ni nič narobe, imamo zrele mlade. Najbolj ustvarjalen šov na planetu. That is awesome. Season 3, it's definitely a level above a level. Get ready for a mind-blowing symphony of Lego magic. Lego Masters Avstralija. V soboto in nedeljo ob 16:45 na planetu. Ljudje, ki živijo pri starših in so čisto okej, in s tem nič ni narobe, ampak prvi korak je najtežji. Dobiti prvo službo, dobiti prvo stanovanje. Danes vemo, da je to zelo težko. Kdo pa je navadno kriv, da se otrok ne more osamosvojiti? Ne? Zdaj omenili ste ekonomske razloge, ki so seveda pač ene vrste, kaj pa sicer? Dobro, prvi ekonomski, zdaj krivca težko iščemo, ampak pomembno je v bistvu v tem, kakšen odnos je v družini. Če so otroci dosti samostojni in imajo neka orodja, se pravi, da so opremljeni z nekimi veščinami in znanji, da lahko zapustijo dom. To je en vidik. Drugi je pa v bistvu čisto psihološki, ne? Se pravi, na ravni relacij mama, sin, hčera, oče in se pravi, govorimo o neki simbiozi, se pravi, otroko se rodi, mati je z njim v simbiozi, ne? In ta simbioza je lahko nedogled, ne? Enkrat se mora prekiniti, ne? Se pravi, potrebno je prekiniti simbiozo, po domače rečemo, treba prerezati popkovino. Ja, vi imate zanimivo teorijo oziroma pravite, ne, da je treba otroke zaposliti in zafrustrirati, ne, da na ta način, da se mu malo oteži njegovo bivanje doma oziroma da se lažje potem osamosvoji. Da mu ni preveč udobno doma. To je bistvo, ne. Otrok oziroma mladostnik mora v bistvu priti do tega spoznanja, ne, da me starši sicer imajo zelo radi, ampak skozi nekaj težijo. Pa mi nalagajo neke obveznosti, neke omejitve, ne, in skozi moram nekaj delati in potem pridejo do sklepa, ja, starši me imajo radi, ampak mogoče v zunanjem svetu je meni bolje. Je zdaj v bistvu tako, ne, odrasli otroci naj bi se doma z mamo pogovarjali 3 ure, z očetom pa načeloma samo 15 minut. Lahko z psihoterapijo prekinemo to, odnose osamosvojimo. Ta podatek sicer velja za Italijane, ki so brezposleni in živijo pri mamah, ne. Se pravi, mama je tam osrednja figura, la mama sempre mama in je center sveta, ne, in je vedno dobro skuhan in sploh ne rabiš kaj skrbeti, ne.
Je pa v bistvu, ja, enkrat pač je treba jeti na svoje, ne. Sam problem je v tem, da če to predolgo traja, ne, lahko nastane tudi problem. Zato, ker v bistvu moški se nekako ne emancipira dovolj, da bi lahko vstopal v zvezo, v partnersko zvezo in potem praktično zamenja mamo za ženo in so odnosi podobni. To je kar težava, ne? Ja. Večinoma verjetno moški, ne, oziroma odrasli fantje ostajajo doma. Recimo ženske precej statistično gledano prej zapustijo gnezdo in pri nas je to tam okoli 25 let, v Italiji je to celo prej okoli 22 let. Kako pa rešiti zadevo, če mama ugotovi, da je sin predolgo časa doma in bi se ga rada v narekovajih znebila? Povem en primer iz prakse, se pravi, mladostnik igra igrice, celo noč je na računalniku, zanemarja šolo in potem ugotovimo, 10 let hitro mine in čez 10 let dela isto. Doma igra igrice brez nekih obveznosti in ni dokončal šole. Potem v bistvu pride mama in reče, kako zdaj otroka lahko spravim na cesto, ker ga ne moremo vzdrževati. Tako da v bistvu problemi v tem primeru so celo prepozni, treba prej spoznati, treba se prej ukvarjati, treba se prej pogovarjati in treba v bistvu pripraviti otroka za samostojno življenje. Ni dovolj, da ga ljubimo in da želimo, da je srečen, naša naloga je, da ga dovolj dobro pripravimo za samostojno življenje. Ampak kako vseeno v takem primeru potem prerezati popkovino? Kako otroku dopovedati, da pa ni vse v igranju igric? Se pravi, otrok pri 23 letih je že odrasla oseba, samostojna, se pravi, odrasli in odrasli med sabo sklenemo ustno ali celo pisno pogodbo. Se pravi, v tem primeru je treba se v bistvu definitivno zmeniti. Potrebno je definirati obveznosti. Tvoje obveznosti so v tem, da sodeluješ pri gospodinjstvu, da doprineseš k proračunu, določena pravila se treba držati. In potem postaviš sankcije, ker je on odrasla oseba, in mu daš pač pogoj, da se mora izseliti, če to ni več okej. Ampak dokler se otrok šola in je šolo obvezen, smo dolžni otroka podpirati. Ampak verjetno je treba pač o teh stvarih govoriti že od majhnih nog, verjetno ne moremo čakati do 20. leta. Takrat zna biti prepozno. Ja. Se pravi, priprava na življenje otroka je, da ga učimo nekih samostojnih veščin, kar je zelo pomembno, da ga dovolj frustriramo. Se pravi, to se sliši mogoče malo grobo, ampak dejansko je to problem. Mi, recimo otroku, ki želi sladoled, rečemo ne in ne. Ampak kaj mi naredimo? Mi se obrnemo otroku in pogledamo, koliko je stopnja frustracije. A je on zdaj zadovoljen, da se bo metel po tleh. To ni pomembno. Pomembno je, da zdrži v frustraciji, ker v življenju ni enostavno, je težko. In to je priprava za življenje. Ta pogovor bomo seveda, zanimiv pogovor bomo nadaljevali. Zdaj pa si poglejmo eno anketo in sicer o tem, kdaj so se odselili od staršev in kakšni so bili razlogi za to odločitev. Poprašali smo seveda ljudi na ulici, poglejmo, kaj so nam povedali. Do kdaj ste živeli pri svojih starših? Do kdaj? 22, 23. Pri 18 letem. Do 18 leta. Do 15. Koliko ste bili stari takrat? 23, nekaj takega. 15 let sem bil star takrat, ko sem se odselil od doma. Ko sem šel v Ljubljano pri 16. Da sem se odselil pri 20-ih. Pri 20-ih, ja. 23. Kaj pa je bil razlog, da ste se odselili? S fantom sva šla. Živeti na svoje. Ja, da sam špiša, ne? Šla sva s fantom na svoje. Službo sem imela takrat tudi drugje, v drugem kraju, tako da sem mogla iti. Razlog je bil, da sem pač, ne vem, želel sem si živeti pač, da začutim sam sebe, energijo, kako pač lahko pač preživim svoje življenje, kako bo šlo naprej, zapeljal, kako bom sam sebe. Pač, ampak uspel mi je. Tako da sem vesel, da sem šel, ne? Nije le še. Imel sem službo, bil sem dovolj star in sem se pač odselil. Kaj pa je bil razlog, da ste se odselili? V bistvu iskati neko boljše opcije za svojo kariero, ne? Ker sem plesalec in v bistvu, če kje se kaj razvija, se pač v Ljubljani, ne? Na vas je bolj težko. Ja, dosti podobna stvar. Tudi sama sem ustvarjam in pač je bila Ljubljana neka čisto druga opcija, drug svet, kakor pa Novo mesto.
Izvoli, Suzana. Torej, veliko smo povedali o maminih sinčkih v drugih, predvsem evropskih državah. Kako uspešne pa smo slovenske mame pri vzgojih sinov predvsem? Slovenske mame niso čisto nič drugačne kot evropske mame in so čisto dovolj dobre mame. Pomembno je, da v bistvu ta čustvena navezanost na otroka se sprijaznijo s tem in pripravijo sebe na to, da bo otrok zapustil svoje gnezdo. Kaj se pa zgodi, recimo, če otrok živi še vedno pri mami in je že, ne vem, 30-40 let star in mama umre? Pa da seveda, da je mamin sinček, da mu nič ni bilo potrebno delati doma, ne? To je velika težava verjetno. Tako. Se pravi, večina ljudi v tem primeru, če živijo v hotelu mama, izkoriščajo samo te prednosti. Se pravi, ne rabim kuhati, ne rabim prati, ampak ko pride do tega trenutka, da mama več žal ni prisotna, potem se osamosvojijo zelo hitro. Večina ljudi. So porinjeni pred dejstvo. Porinjeni pred dejstva. O neki patologiji lahko začnemo govoriti šele takrat, ko posameznik pri 40-50 letih več nič ne zna. Ne zna poskrbeti za sebe, ne zna najti službe, enostavno je izgubljen. Takrat je pomembno poiskati pomoč. Rekli ste, da je potem mama, ponavadi tisti krivec, ki pač otroka ne spusti, da odleti z gnezda. Zdaj, če pridemo na psihoterapijo, a je dobro, da pride ta oba, sin in mama, ali samo sin? V nobenem primeru. Mame v tem procesu ne želimo imeti zraven. V bistvu pride posameznik, se pravi odrasli moški, in ko se sam odloči. Imamo tudi primere, ko mama pokliče, reče, jaz bi vas sina poslala na psihoterapijo, ker še zmer doma. Ne, on se mora sam odločiti, to je bistveno. Ker potem je tudi psihoterapija lahko uspešna in se vidijo premiki. Tako, se pravi, lastna iniciativa igra zelo veliko vlogo. Kakšni pa so znaki, recimo, da vzgajamo maminga sinčka, ker mogoče se določeni ljudje niti ne zavedajo tega, oziroma mame, ne? To je tako subjektivno. Mi smo tako blizu otrokom, da ne moramo soditi o tem, a sem jaz zdaj vzgajam maminga sinčka, ne. Pomembno je samo to, da se zavedamo, da je potrebna ljubezen, predvsem pa, da ga opremimo z nekimi veščinami za samostojno življenje. Tega se moramo zavedati. Zdaj, prepoznavati, to se ne bi spuščal, ker smo preblizu. Kdaj je najbolj primerna starost, da otrok zapusti dom? Prej ste že nekaj omenili, recimo po fakulteti, ampak je morda razlika med tistimi, ki živijo na podeželju, pa v mestu? Na podeželju je malo drugače, tam je velika kmetija, treba poskrbeti recimo za to, da se to generacijsko prenese in ta čas osamosvajanja je mogoče malo celo daljši. To je Jakob, ravno pravi čas. Rad ima čokolado in rad rešuje probleme. Posrečujejo ga majhne stvari. No, skoraj. Odrasli dobrodošli. V mestu, ko živijo v majhnih stanovanjih, in je praktično neprijetno. In to je bistvo. Potrebno je, da je neprijetno, da je frustracija, da človek reče, moram iti. Mogoče se nekateri spomnijo tudi časov JNA, se pravi, ko je mladi moški odšel za 1 leto v vojsko. Pustimo, kaj je bilo z vojsko, ampak dejansko ta čas, ko si ločen od staršev 1 leto, je bistveno prispeval k temu, da si se osamosvojil. Ta del mogoče zdaj manjka, ne da sem zagovornik neke militarizacije, ampak je bil psihološko gledano zelo koristno. Težko je sicer razumeti, ko pravite, da je treba otroka zafrustrirati, ampak verjetno pa mu ne smemo seveda povzročiti travme. V bistvu to, da frustracija je enako travma, to je v bistvu napačno razumevanje. Ni frustracija travma. Travme, po definiciji, so nekaj, kar je izven naše predstave o normalnem. Tako da moramo sprejeti kot frustracijo nekaj, kar je vsakodnevno, normalno. Mi pripravljamo na otroka na samostojno življenje in tam je veliko frustracij, tam ni travm. Kako pa sploh izgleda recimo sama terapija s takim sinom, ki se ne odseli od doma? Prvi korak je v bistvu to, da pokliče, da se odloči za terapijo. In vedno je kontakt in potem drugi stopnja je kontrakt, kar pomeni nek dogovor, postavimo cilje. Se pravi, on mora točno definirati, kaj želi doseči v življenju. Se pravi, neko spremembo v smeri samostojnosti. Kako bi sicer ocenili današnjo vzgojo v moderni družbi? Kako vzgajamo otroke? Vendarle jim ni treba veliko postoriti doma. Ja, v bistvu zelo permisivna vzgoja je nekako bil trend, zdaj se pa to obrača.
Se pravi, gremo nazaj. Gremo nazaj na to, da je potrebno nekako oba konca pokazati. Ne? Se pravi, pokažemo čisto ljubezen, se pravi, iskreno predanost, ampak na drugi strani jasno postavljati cilje in da otrok ima neko oporo, ker cilji in meje otroku zelo koristijo. Samo celo psihološka opora, čeprav mi mislimo obratno. Ja, želimo, da je otrokom udobno doma, čeprav s tem jim pač delamo res več škode. Vzgajati v smislu, da bom vzgojil srečnega otroka, je napačen pristop. Seveda, ne morajo se že v mladosti soočiti z kakšnimi frustracijami oziroma preprekami, da bodo potem lažje na tem gradili tudi kasneje v prihodnjem življenju. Predvsem videti, da mu ni vse dovoljeno oziroma da ne bo vedno po njegovo, ne? Tako, in da so cilji, ki se jih zastavlja, včasih zelo težko dosegljivi. Kako pomembno pa je, da tudi mama, ko otrok pač odleti iz gnezda, to sprejme in nekako pač gre čez ta čustveni proces? Zelo pomembno je, da je mama emocionalno stabilna, kar pomeni, da se odloči, da prekine to simbiozo, mi rečemo prekine, prereže popkovino, mora biti zelo emocionalno stabilna in mora biti odločna. In v mislih mora imeti, da to dela za dobro otroka. Se pravi, ne sme kompenzirati svojih nekih emocionalnih deficitov ali pa recimo težave v svojem lastnem partnerskem odnosu v smislu, da emocionalno izsiljuje otroka, da ostane doma s nekimi sporočili. Recimo imamo socialna, imamo psihološka sporočila. Lahko so sporočila zelo subtilna v smislu, a ne da me nikoli ne boš zapustil. Jaz sem tvoja mama, najrajši me imaš na svetu, ne bi tako kot oče. To so neka sporočila, ko mati vabi otroka v dramski trikotnik, se pravi, ko je ona žrtev, otrok pa naj bi bil rešitelj. In potem seveda otroci so v osnovi lojalni svojim staršem in potem rečejo, ne moram zapustiti mame. Ampak taka ločitev verjetno lahko vpliva tudi na partnerski odnos, ne? Ker je to na nek način izguba mame, ko se sin po tako dolgih letih odseli od doma. Ja, lahko rečemo tudi, nekateri imenujejo to sindrom praznega gnezda, ko potem otroci odidejo in potem partner ugotovi, kdo pa je ta človek, s katerim živim. Zato, ker si bil preokupiran z vzgojo otroka in potem se zdaj moraš posvetiti novem partnerskemu odnosu in na novo redefinirati odnos. Ja, mnogi mladi ostajajo tudi v isti hiši, ampak v drugem nadstropju. A so takrat že odseljeni ali v bistvu se to še vedno smatra, da živijo? So odseljeni, dokler je ločen vhod. Ločen vhod. Tako. Se pravi, ta bližina, če si v istem nadstropju, ampak da mora biti neka fizična ločenost, v smislu, ja, se ne javim na obisk. Ni tako, da je to prosti prehod. Se pravi, pomembno je, če starši oziroma mama ne zna prekiniti simbioze, da je potem to na odraslemu moškemu, da reče, tukaj je meja. Ja, zelo zanimiv pogovor, ki bi ga lahko nadaljevali še kar celo uro, ampak žal se nam je iztekel ta čas, ki smo ga namenili tej temi. Hvala lepa za današnji obisk in še kdaj. Hvala vam za vabilo. Hvala.